Dame in gospodje, dobrodošli v Gartnerjevih intervjujih. In na moji desni strani je človek, ki ne rabi posebne predstavitve, zato bom kar direktno rekel, ne? Z mano je Zmago fucking Jelinčič plemeniti. Zmago, lep pozdrav in dobrodošel na moj YouTube kanal, ne? Kaj ne rečem, ne? Ja, Mislim, vse si rekel, ne? kar sem rekel, ne? Zmago, dajmo direktno začetno. 2011 si zaključil parlamentarno kariero in se vrnil nazaj 2018, če sem jaz to prav si računal. 2022 si pa spet zaključil parlamentarno kariero. Kaj pri milem Bogu se je zgodilo, da si izpadel iz parlamenta po tako vrhunskem comebacku? Vedno, ko te spravijo ven, ne, mene ste zdaj že drugič spravili ven, Prav, ja, kdo? namen je bil v bistvu in leva in desna polovica političnega spektra, zaradi tega, ker levi in desni se lepo dogovarjajo za velike kšefte in ne marajo nekoga, ki bi bil v sredini in ki bi bil neodvisen in ki bi jim govoril, fantje, to pa ne gre. Ne? In namreč, če imajo kakšno stranko, ne, se jo da kupiti, se reče, veš, koga je, če se bo zajebaval, te bomo ven spravili, pa ne bo službe dobil, pa nič otroci ne bojo imeli vrtca, pa žena bo službo izgubila. Jaz teh problemov nimam, jaz sem že v penziji, imam svoj denar, otroci so že veliki, ena študira v tujini, ta druga bo šla tudi v tujino, ki je tle presen tak drek na vseh nivojih. Ločen sem, tako da me ne morajo zaradi bivše stiskati. In je hudič, ker potem lahko povem, kar mislim in kar vem, ker delajo svinarije, take, država gre pa hudiču v rit. Hudiču v rit 100 km/h. In zdaj, če so se hoteli kaj zmeniti, je treba bilo stan spraviti tistega, ki bi lahko kaj na glas rekel. In to se je prej zgodilo, zdaj bomo videli, koga bojo na naslednjih volitvah. Zdaj, če te prav razumem, ti si zdaj star 76 let, to sem prav zgooglal šel. Ti si še starejši od Martina Strela, ne? Ki plava po Amazonki. Ja, ampak jaz ne bom plaval. Ampak ne, še 6 let, ne? In sem rekel, pa čakaj malo, ne? A ta človek misli, da je odnehat, pa sem te pa zdaj pa 2 ali 3 letih smo se spet videli v živo in te moram pohvaliti, pazi, kot moški moškega, ki se spozna, kaj pravi dec, ne? Da zgledaš kljub letom, iz leta v leto boljše. Zdaj je to krivo, ker si ločen, ali ker imaš spet kako mlado ljubico, za katero ne vemo, čeprav govorilo se je, da si v Slovenske Konjice nekaj zahajal zadnje čase. Zdaj, če to res ali ne boš povedal sam, ampak kaj je skrivnost, no? Da se ne staraš, da se zadnjih 10 let ne staraš. In da boš očitno res šel nazaj v parlament, ali kaj? Ja, seveda, v parlament bom šel, namreč ne mirujem, ne? Skozi nekaj počnem, nekaj delam in pa knjige pišem, pa šibam naokrog, pa kje pa sem kakšno gospodično takole v horizontalo spravim. Pa čakaj, koliko je teh velikih teh horizontalnih zgodb? No, iskreno, pusti. Kaj bi rekel, kaj veliki? Eni se hvalijo, ne vem koga, jaz se ne hvalim. Jaz da rečem, 3 ženske samo v življenju, ta prvo, ta zadnjo pa ena v sredini. Ja, pa kam imaš to eno? Se pravi, se pa hvalil. Ja, ampak mislim, to je res, ampak mislim. Recimo, če kjer mu ženo nabrišem. Ja, to še kar delaš. A ni to indiskretno, da bi se hvalil s tem? Pa delaš to še kar? Delaš to še kar? Ja, če kaj uleti, ne. Ne, ker veš, zakaj, bomo šla potem na vroče teme, te politične, tvoje, ampak moramo se malo pri tem ustaviti, no, ampak vseeno Viagro uporabljaš, ne? Ne. Ja, pa kak ne? Ne, jaz sem farmacevt, ne rabim Viagro. Kaj pa imaš pol zdaj cupernije? Veš, koga je? Prvo, genetika je ta prava. Genetika. Drugič, jaz se ne držim tistih raznih pizdarij, pazite se tega, pazite se onga, ne jejte svinjske masti, kaj je grozna, ne jejte špeha, kaj je grozen, čuvajte holesterol, grozen, same neumnosti, že pri holesterolu. Mielinska ovojnica v možganih je iz masti, po domače povedano. Okay. In če ne žreš masti, se ne dvigne holesterol, in če nimaš holesterola, možgani nimaš te ovojnice dovolj velike in pride do kratkega stika, preskakuje, šmelca, kakor bi električari. Jermen, Pa še nekaj, ne? Namaram Američanov,
Ne maraš Američanov? Ne, zato ker so pizde hinavske. Amerike ni več od leta 1980, pa je šlo sam še dol. Zdaj imaš same pedre, pedofile, LGBT, fuknence, eni fuknence, drugi, kuhajo vojne povsod po svetu, v Ukrajini so jo skuhali, probali so jo v Gruziji, probali so jo v Kazahstanu, pizdarijo delajo dol na Bližnjem vzhodu, hočejo se zdrkati za Severno Korejo, z Kitajsko in vse skupaj. Od leta 90 do zdaj so Američani zakuhali, mislim, da že njih 60 vojn. Kako naj jaz take ljudi podpiram? Meni so všeč bili ta stari Američani, ki se je vedel, ne? Se je vedel, kdo je, pa kavbojc je bil kavbojc, indijanc je bil indijanc. Zdaj pa ne veš, aj kavbojc indijanca pofukal, ali sta dva indijanca kavbojca. To je pizdarija totalna. Evropa, ne maram Evropske unije, ker je gnojišče. Ja, kako naj bom podpornik Evropske unije, če je pa, recimo, če imajo Nizozemci pedofilsko stranko, recimo, ne? Pa če pride na obisk kaj Lichtensteinski, ali kjer že je predsednik s svojim možem, ne me jebat, fantje, narava je narava. Rusi pravijo, oče, mama, otrok, to je družina. Ne pa pri nas je oči, pa pes, pa mačka, pa ovca, pa krava, pa 3 kozli, pa mogoče kakšen otrok. Ali pa kakšne mlade, ostarele mamice, ki so šli naprej in zdaj svoje otroke na 4 nogah, to se pravi pse, oblečene v, ne vem, cunjice in v otroških vozičkih vozijo okrog. Oprosti, jaz sem za naravo, sem naravoslovec po profesiji, po izobrazbi in po duši. Zato se mi gre, na kozlanje mi gre to. In zato jaz pravim, hvala Bogu, da imamo Putina. Vsaj nekaj normalnega v svetu. In Putin zdaj gre lepo naprej, odjebali bojo tele zapadnjake, Evropska unija bo šla k hudiču, med njimi tudi mi, butasti Slovenci, ki rit ližemo vsakemu gospodarju, ki malo pokaže palčko, ne? In potem ne jebe nas pa nobeden. Mi smo prdec v veter, čist nič drugega. Nič ne pomenimo, norca se delajo iz nas. In če pogledaš kakšne mednarodne raziskave evropskih držav, ponavadi Slovenije tudi gornje. To veš, koliko smo. Ampak Zmago, da mi reči, nisi, recimo, se bom kar malo topet, je postalo vroče, da mi reči, nisi v vseh teh letih se malo omehčal do teh gejevskih vprašanj, pa teh stvari, si še vedno tako strikt, recimo, ker zdaj veš, zdaj moderni svet je prišel, ne, zdaj imamo, ne vem, po novem, 200-300 spolov. V recih ne tako. Ne, razumeš, ne, in bom rekel, ne, kaj te to tako nervira, pa jezi pri teh, pa pustimo pedofile, to je druga zgodba, pa pri teh gejevskih zgodbah, zakaj si tako, zakaj tako jezna radaš? Kaj se najbolj jezi? Mene pedri ne motijo, če mene ne ogrožajo, pa če ne usiljujejo svojega pedrstva otrokom v osnovnih šolah, kar delajo zdaj tudi naš ta kurikulum v šolah je takšen, da je treba pedre imeti, pa ne vem koga, pa dvospolnike, pa trispolnike in tako naprej. To gre meni na kozlanje. Doma delaj, kar češ. Doma si lahko hladilniku rad tlačeš, pa me en drek briga. Ampak nehaj mi pa to srati naokrog, pa nehaj to pogojevati, da če si peder, boš dobil službo, če pa nisi peder, je pa ne boš. Ni važno, kaj znaš. Mislim, to mi gre na kozlanje. Pa še nekaj. Parada ponosa. Parada ponosa? Kaj je to parada ponosa? A so ponosni, ki ga vred fašajo, ali koga? Na kva so ponosni? Kva so pa naredili ti kurci, da bi bili ponosni? Povej mi kaj. A je kdo napisal kakšno simfonijo? Nula. A je kdo napisal kakšen tak roman, ki je šel po svetu? No, verjetno, me pazi, ampak v umetniških krogih je ogromno gejev. Je, ampak tisti, ki so geji, kot ne pravijo, tisti so tiho, pa oni te zadeve furajo doma. Onih ne boš videl na teh paradah. Tisti, kar on doma počne, to mene ne briga. In imam jaz z njimi normalen odnos. Ampak to, da imajo pa neki maljevci, temne minister, ki piše, kako je treba rit lizati nekomu, pa deno, pa priročnik izda o tem.
To je Ne maraš. ogabno. Pa daj nekaj- Ampak recimo, če te še malo izzovem, Ja. kaj pa recimo, ne vem, da ima familija, da ima otroka, ne, ali pa ne vem, nekega znanca, prijatelja, ki pa ima s tem težave, ki bi rad spremenil spol, ki je nesrečen, kaj mora se ubiti ali bi ga Da je nesrečen. Kaj bi naredil? Ja. Če pogledaš v odraščanju, v Ja. tej puberteti, so več ali manj vsi nezadovoljni s svojim telesom. Dobro, ja. Punce pravi, joj, kako imam grd nos, takoj bi si šla ga popraviti. In če imaš Okej. butasto mamo pa butastega fotra, plačajo operacijo, zaradi katere potem otrok čez 10 let joka, ker je vse narobe. Ali pa imaš glupega fotra, kakršne je v Sloveniji kukrčeš, ali pa še bolj glupo mamo, nekam odfurano, ki je nekam v vesolje, ki reče, joj, moj sinček ima pa tako rad kiklice, sigurno bi rad bil punčka, pa ga boža, pa mu pusti laske do tle dol, pa bil. Zakozlet. Ja. Nej bo dec, kaj imamo? Ja, kaj ne imamo? podpiraš tega? A imamo dece? A v Slovenija v glavnem ima hudičevo malo moških. Vse je po ženščino, fantki so v glavnem ali na telefončkih, roza telefončkih ponavadi, pa se ne pogovarjajo s puncami, ampak imajo prijatelje preko tistega Facebooka, ne? In pa, mislim, zakozletno. Ja, In ja. kaj pol, vojske nimamo, ne? Mi smo služili vojsko, pa si šel na služenje vojaškega roka, si šel fant, ven si prišel dec. Kaj pa zdaj? Že pred tistem si peder, pa si pa sam še večji peder. Se pravi, In tega je, ko kažeš, dajmo dvigati, Ja. evo celo Srbija bo uvedla služenje vojnega roka. Hrvaška bo uvedla služenje vojnega roka. Pri nas, takrat je Janša naredil to, da so črtali služenje vojnega roka, češ imeli bomo profesionalno vojsko. A veš, kaj je profesionalna vojska? To pomeni, da gre v službo. Ampak, če mu bo en drug delodajalec plačal več, ja bo šel pa k sovražniku v službo in bo naše jebel. Kje smo mi? In je pa to ameriška fora, ker Amerika je zahtevala, Evropa se mora sesuti, ker Amerika mora biti ta glavna na svetu. Ampak zdaj, hvala Bogu, Rusi, Kitajci, Indijci, Severna Koreja, Brazilija, Južnoafriška unija, BRICS, jih bo tako nabil na nekaj, da je za popiziti. Se pravi, tukaj se te ne da ne omehčati, ne premakniti. Ne. Kaj pa, če bi tvoj otrok recimo ga začel s tem srati? Jaz moram reči, da moj sin je peder. Ja. Je peder, jaz ga pustim primer, nikoli mi pa ne govori o raznih teh zadevah. Imava kontakte, kakor jih pač imava, nisem vesel, kriva je bila pa njegova mat. Ker ko so šli na razen, so se ločila. To je prva žena? Ja, prva žena. Je rekla, uničila ti bom sina. To je meni osebno rekla. Vidiš. Ja, tako. Vidiš? No, ker se pravim, ne, zato sem te to namreč vprašal. Jaz odkrito povem. Nimam kaj skrivati. Sta pa v odnosih silom. Ja, seveda, ne, vse sva, kva. Si sprejel. Vse samo, ja kaj, se tudi kaj študiral v Izraelu, kdo misliš, da mu je plačeval? Jaz sem mu plačeval. Ne, ja, ker ta žena tvoja je bila pa igralka prva. Ja, je bila igralka, pesnica. Ja. Predvsem glumica. Ja, ok, nekaj namreč imel si ti, tri žene si imel, ne? Ta druga je bila Polonca Dobrajc, to veva. Ja, ti si ni bilo poročena. Ja. Ti si bil partnerka, ne? Ja, ta tretja, ta Monika, ta mlada, ta najbolj lušna, ne? Ta je šla pa v kurac, po domače rečeno. To si povedal že kdaj javno, zakaj si jo zgubil, mislim, zakaj je šla, si bil preslab v posli ali predober? Ali... Po mojem mnenju, to je samo moje mnenje, zaradi financ, ker mislila, da je še bolj bogat, kaj je. Se pravi, za financami je skočila. Ja, sej večina žensk gre, to je. Ja, pa se nisi bal, že ko si jo dobil, da bo nekoč to. Lej, veš, koga je, ne? Človek misli, da lahko ženski, če ji nudiš čisto vse, ne? Da bo potem tvoja, ampak to so bile, recimo naše mame so bile take, pa naše babice so bile take, danes pa ni več nič. Danes je pa od danes do jutra, teh cash pičk je kukačeš. Limajo se na avtomobile, ponovadi na leasing Maseratije, ali pa na sposojene Porscheje in tako naprej. In pol se z kakšnimi ponovadi čifursko varianto, in se ponk, ga vprašajo, dobijo otroka,
on ga spet naprej k naslednji kešpički in ta kešpička ostane sama, kaj pa pol? Pol se pa začne borba za vsakodnevni kruh. Nekaj, glej, to ti hoče povedati, tudi moram vsem pohvaliti, ne, glede na to, ti si mačo, ne, ti si alfa moški, ne, ta prototip deca, ampak niti nerodno, recimo to za sina, ti ni nerodno povedati, ti ni tudi nerodno, recimo za Moniko reči, gledajte, takle je, šla je naprej, gordo, ali nisi skrival tega, čeprav bi mogel se delati frajera, pa reči, ja, jaz ne odfuko, ko je, ne, si povedal tako, ko je. Brez veze je, zakaj bi se pa delal frajera? Jaz mislim, da nekaj takih osnovnih izhodišč imam v življenju. To, da govorim resnico, da ne izdajam, jaz ne izdam človeka in držim besedo. 3 stvari. Dovolj. Zmago, glej, ko smo prej rekla, zdaj si star 76 let in kot očitno kažeš, napoveduješ nov naskok na parlament, volitve so 2026, ne, in te vprašam, zakaj meniš, da je leta 2026 nacionalna stranka, kljub vsemu, kar smo že imeli, pa kaj še imamo, pa te stranke, pa une stranke, gor dol, potrebna po tvoje bolj kot kdajkoli prej? To sem te prej, ko smo hodili sem, rekel, da nacionalno stranko nujno rabimo znova v parlamentu. Zakaj? Si nezadovoljen, recimo svobodo, trudno si nezadovoljna? Kje smo? Kaj? Svoboda je prvič ime so ukradli Krambergerju, on je imel svobodo, pa so mu jo zdaj vzeli. Poleg tega jaz ne vidim nobene svobode, jaz vidim represijo tako, ki je še nikoli ni bilo. Zdaj, 2 dni nazaj so sodnika Radoniča, ker ni hotel poslušati, kaj mu bo sodnica povedala, pa ni treba, po zakonu mu ni treba, so ga prišli domov, v Lesice so ga dali in so ga v Lisicah peljali na sodišče. Mislim, da na celjsko sodišče. Mislim, to je edinstven primer na svetu. Na svetu. Potem se gremo tukaj nek kvazi sovražni govor. Kaj je to sovražni govor? To moramo paziti, da nama ne skenslajo intervjuje. Sej vem, ampak to so spet Američani pripeljali na svojo foro, naši ritolizniki pa takoj zagrabili. Takoj. In ne smeš nič reči. To te pa še vprašal, ja. Moraš biti tiho, pa mislim, za popizditi. To je, ampak takega človeka, to bi morali tako kot včasih, ker sem bil jaz mlajši. Po pički, 2-krat, 3-krat, ker začne blebetati, ga pa še zbrcati, pa v kantu za smeti fukant. Ker to je zdravilo za take kretene, ki uničujejo slovenski narod. In zakaj? Namerno uničujejo. Plačani so, da uničujejo. Plačani, da uničujejo slovenski narod, tudi s tem, ker vlačijo noter te migrante, pa jim dajo čist vse. Čist vse jim dajo. In ti si zdaj potrebno v parlamentu, zakaj, oziroma kaj boš spremenil, če boš dobil zopet glas, tako se spodobi? V prvi vrsti. Kaj plan? V prvi vrsti, ko se bodo gospodje z leve menili z gospodi iz desne, kaj bo kdo kaj naredil, pa bojo tiho, eni tle, drugi tam, takrat bom jaz vstal pa mi rekel, fantje, pizdari na račun Slovenije in slovenskega naroda, se pa ne bomo šli. So se šli, sem jih opozarjal in seveda Jelinčiča je treba fukati ven, pa so in levi in desni ploskali, ker sem ven šel. Eni mislil, da ne vem tega. Pa eni mislil, da Janša ni bil zadovoljen, da sem ven padel. Glih tako je bil zadovoljen, kakor oni na oni strani. Isti drek. Pa si se vsem zameral, kaj? Ja, tist, ki govori resnico, je v lažnivi državi nepotreben in nezaželen. Imaš sploh kakega prijatelja še v politiki? Mislim, s kom? Veš kaj, meni ni problem komunicirati. Skoraj z vsemi. Z ekstremnimi debili ne morem, ker takih je kar nekaj. V tem parlamentu bistveno več kot v prejšnjih parlamentih. Ker nivo tega parlamenta je tam nek podmizane. To je inteligenčni kvocient, kakor številka čevljev tam nekje. Ampak z večino mirno lahko komuniciram. Jaz sem pripravljen tudi se usesti pa poslušati argumente nasprotne strani. In če ima on prav, rečem, pizda, imaš prav. Se pravi, boš tak, se boš pogovarjal. Sem bil zmeri tak. Ja. Meni nihče ne more očitati v parlamentu, kadar je bila pobuda dobra ali z vladajoče strani, ali z opozicije, vedno sem jo podprl.
Vedno sem jo podprl. Ne tako kot oni, ne, ta ni naša, dajmo jih zjebati. To je primitivizem, ampak to je slovenski primitivizem. Dejansko mi smo res ta prvi za bikom smo. No? Hlapci, kot je rekel Cankar, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Ali pa Bora Đorđević pokojni. Ja, ki je rekel, da smo konjušali več kot dvora. Ampak Cankar je še tudi rekel še eno hujšo. Cankar so stran spravili, ker je bil preglasen. Cankarja so ubili, južno govoreči, ker je bil proti združevanju v Jugoslavijo in so ga zato ubili. No, ampak še eno je rekel Cankar tudi, da je slovenski hrbet biča vajen in željan. Zdaj, če smo vajeni, to je redo, enkrat popiziš, zdaj imam pa dost, ampak če si pa željan, to je pa patologija. Se pravi, kaj, udari ga po enem licu, nastavimo še drugo. Ja, po Bogu in po Jezusu. Ja, pa hrbet, toči me, če bo še enkrat kiksno, bom pa vesel. No pa, ko sem te vprašal prej direktno, še mi povej enkrat, zakaj te rabimo, no? Kaj boš naredil drugače? Kaj bo drugače, če boš dobil besedo in moč? Odvisno, koliko moči bom dobil, ampak če dobim te pravo moč, bom zahteval, oziroma takoj bom uložil enih 6 zakonov, takoj, ko pridem v parlament, enih 6 zakonov, ki bodo uredile zadeve v Sloveniji. Upam, da jih bojo sprejeli. Prvo, že če pogledamo policijo. Policija nima nobenih pristojbin, nič ne smejo narediti. Ne smejo enega. Sem gledal tam kakšne punce, ki so špricale z temi vodnimi pištolami policaja v obraz, pa pluvale po njemu in tako naprej. Policaj je policaj, on predstavlja državo. Ne moreš ti države pluvati. V tem primeru uno punca lepo, roko na hrbet, v marico, pok, pa za 2 dni na razmišljanje, če neč drugega. Da je pa kazen. Žalitev države in njenih predstavnikov. To je prvo. Druga stvar, noter uvesti v zakon in v ustavo, da je lastnina sveta. Namreč, zdaj ti pride lopov v hišo, pa ga recimo, govorim po resničnem primeru, pa ga zagrabiš, pa ga zvežeš in pokličeš policaje. In policaji prijavijo vse skupaj in sodnik tebe, ker si baje ugrabil tega človeka, kaznujejo bistveno bolj kot to, ki je prišel k tebi krast. To je primer iz slovenskih sodišč. To ni izmišljeno. Tukaj, tako Italijani so zdaj uvedli, nimaš ti kaj delati v moji bajti. In če te jaz dobim v moji bajti, te bom razbal kot kanto in potem fuknil ven čez vrata. In to je edino pravilno. Eni ljudje delajo za to, da nekaj imajo, eni bi pa kradli pa na tujih življih. Fantje, ne. In zapore bi morali urediti, kot so bili včasih. Kakšne 3 menije za kosilo? A je to hotel? Pa čak, zdaj so zapornike ven spustili celo. Ker ima prostora. Ja, sej ne. Nej tele migrante, pa to golazen, ne pošljajo tja, odkoder so prišli. Če je nekdo iz Sudana, kaj dela v Sloveniji? Marš ven 100 na uro. In štempel nikoli več v Slovenijo. Glede tega si še vedno zelo... Tukaj ni opravičila. In tukaj jaz jih po Ljubljani vidim, teh inženirjev, pa atomskih fizikov, ki grejo v grupicah po 5, po 6, zdaj imajo že 50,000 parov belih superg je Golob jim kupil, da bojo hodili lepo okrog. Tako kot zdaj je tudi pripeljal, zdaj je dal 750,000 evrov je dal za fundacijo, ki jo je ustanovil nekdanji predsednik Turk, in sicer, da bojo zdravili palestinske otroke iz Gaze. 4 otroci so prišli, drugi so bili pa eni starejši mladostniki z bradami in tako naprej. Hamasovi borci. A to zdaj tudi to bomo, naš denar 750,000 evrov je šlo kaj? A ja? Gospa predsednica je šla v Ukrajino in sabo nesla 3 milijone evrov
zato da je dala Zelenskemu, pa verjetno mu je rekla, da je povejo ni svoji lepotici, ne si še eno torbico kup. In take države ne rabimo. In to je svinjarija. In ne maram take države, ker tako državo bojo uničili in razprodali. Tako, kot so zdaj v parlamentu glasovali, da se je Primorska, ne da je bila vrnjena naši domovini, ampak da je bila priključena. Te kreteni, ne vem, po moje so plačani bili od Italijanov. Namreč, mi smo pristali, da se to tretira kot Anšlus. Takrat, ko je Hitler 38. leta priključil Avstrijo nemškemu rajhu, je po vojni Avstrija rekla tako, zdaj pa gremo mi nazaj na svoje. In mi smo pa zdaj pristali, da bo v aktih, da je Slovenija priključila Primorsko, čez 50 let bojo pa rekli Italijani, no, zdaj pa že toliko cajta, zdaj nam jo pa dejte nazaj. In zaradi tega, ker so kreteni, debili iz tele svobode, pa komunajzeri, seveda pa una glupa levica in tako naprej, oni so bili za, da mora biti, da so rekli, ja, takrat so napisali priključitev Primorske. Ni važno, kaj so takrat partizani napisali. Bistvena je terminologija, v pravu samo terminologija velja. Ne, kaj je kakšen partizan rekel. Ker ti si, če se ne motim, ti si diplomiral iz tega, Magistriral sem, ja, in to v Beogradu, na Akademiji za diplomacijo. Torej, imaš dejansko, moraš to v malem prstu dejansko imeti, kar govoriš. Ja, ampak naši pravniki, večina naših pravnikov tega ne razume. Zato, ker naša pravna fakulteta, še posebej ljubljanska, je hudičevo žalostna, glede na to, da jo gledamo po teh svetovnih razporedih, kam sodi. Ljubljanska sodi za nekaj 100 mest nižje kot Mariborska. Hecno. No in potem, kako bo en tak pravnik razumel to? Recimo, če pogledamo že, Pahor je dal na mizo nek arbitražni sporazum. Jaz sem takoj vstal, se rekel, kako arbitražni? To je sporazum o arbitraži. Hrvatje so pravilno napisali, ker tam imajo pravnike z možgani, naši imajo pa z odprto ritjo. In sicer, kaj pomeni arbitražni sporazum? To je nekaj, kar ne more biti. Ker če je sporazum, kakšna arbitraža? Če smo se sporazumeli, ne rabimo razsojanja. Zdaj, če je pa arbitražno, ja, pa sporazum ne more biti, ker nekdo drug odloča o tem, kaj bo. Je kvečemo lahko sporazum o arbitraži, ampak ne moreš, to je... Se pravi, ta Pahor, Kosor zgodba ni nič naredila dejansko. S tem so se, mislim, dosti ponašali, da se naredili zgodbo. Tisti sporazum je bil genijalen, se ga ni Pahor pisal, Pahor je preneumen za to. On ga tudi razumel ni. Ampak sta dva člena noter, 4. in 5. Na osnovi teh členov bi mi lahko dobili praktično vse, pa so zajebali. Zajebal je tudi Janša, ker je v izhodiščih rekel, izjavo je dal, da sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojili na isti datum, kar ni res. Hrvaška se je šele, mislim, da 8.10., 3 mesece za osamosvojitijo Slovenije, zato ker je imel Tudžman ene svoje plane, kako bo Slovenijo odjebal, pa pol, da bi tista njegova odveljala hrvatska granica s Avstrijo. Dosegli pa so teli naši, oziroma Hrvatje, ker so naše gnile pičke vladajoče bile tiho, tako da Slovenci danes nimamo več svojega morja. Nimamo več, to je zdaj vse priključeno in je vse pod hrvaško kapo. Nič nimamo več, nič, vse so zajebali. Edina varianta možna je še, da tako, kot so Hrvati rekli, oni ne pristajajo na to arbitražno razsodbo. Naši pravniki tudi ne vejo, da to ni arbitražna sodba, ampak je razsodba. Ker ne razumejo razlike, no, ampak pustimo.
In še tudi mi bi morali odstopiti, pa se začne pa lahko od začetka na osnovi tistih členov v sporazumu o arbitraži. Daj mi reči, takle vmes, ko sem te poslušal, si parkrat omenil tole Ukrajino pa Rusijo, ne? Ti, če te razumem, si na ruski strani, ne? Navijaš za Putina, ali kaj? Hvala Bogu. Zakaj? Pa zakaj? No, pa da drugače vprašam. Zakaj je v modernem času še pri vojnah sta dva pola? Se pravi, imamo na Bližnjem vzhodu eni pravijo tako, drugi tako, tukaj eni tako, drugi tako, da, recimo, da ti javno se opredeliš za neko stran, te bo ful ljudi napadlo. Ko je bila druga svetovna vojna, se je vedelo, Hitler je to, Churchill je to, on je to, drugo. Tukaj zdaj, da rečeš ti, da si za Putina te bojo napadli, da si za Zelenskega te bojo napadli, da si za Izrael te bojo napadli. Mislim, kaj se dogaja? Zakaj smo še pri vojnah skregani? In na kateri strani si ti in zakaj? Lej, jaz sem na strani Putina že samo, če pogledamo zgodovinska dejstva. Ja. Pa začnimo tamle pri Vladimirju Iliču Leninu. Žid. Uljanov si pozabil. Ja, seveda, umestno, ja, seveda. On prvič je zameril, ko so mu brata v Rusiji zaprli, pa odpeljali, pa tako naprej. Drugo pa, on je hotel narediti židovsko državo na teritoriji ruskega cesarstva. In je začel brcati v to smer. To je bilo takoj 1917 leta. Potem je prišlo to do tega, da je Poljska napadla rusko državo, cesarstvo, in je leta 1920 in 1920 in 1921 je zavzela velik del ruskega ozemlja. Poljska. Poljska. Ta ista Poljska, ki jo je Hitler potem sesul, ne? Ja, Okay. Ti bom povedal, zakaj jo je. Okay. Namreč, takrat, ko sta se Molotov pa Hitler, oziroma Molotov pa Ribbentrop, ko sta se dobila, sta se dogovorila, da bojo Rusi ne zavzeli Poljsko, ampak vrnili svoj del, ki je bil njihov. Prej smo govorili, kaj bojo Italijani zahtevali, zdaj nam dajte pa nazaj. Kar so Avstrijci zahtevali, mi hočemo svojo državo nazaj. In takrat so Rusi se z Nemci zmenili, zdaj bomo pa mi tisto, kar je bilo naše, vzeli nazaj. Tega naši ne vejo. Ker če kdo naredil svinarijo v drugi vojni, so jo naredili Churchill, Daladier, pa skratka Francozi, Angleži, Nemci pa Italijani. Ker sta bila Daladier kot Angleža se nam spomni, se ni važno, pa Hitler pa Mussolini so se zmenili, da bojo Češko zjebali in bojo najprej Sudete priključili Nemčiji in so jih, pa ni noben skakal, je bilo vse tiho. Ja, se ti moraš pustiti, da se vojna zgodi, moraš pustiti in jo podpreti finančno, če ne se ne more zgoditi, se pravi so tu miškolance od zadaj vedno. Seveda, sam oni so naredili te. Chamberlain je tisti Anglež, no? In oni so to naredili in so začeli pravzaprav, tako še ni bilo svetovne vojne, ampak so že grabili. Nemci, Zahod jim je ploskal. Rusi so samo svoje ozemlje nazaj vzeli, nič drugega. Po je prišlo pa druga svetovna vojna in še prej so pa Ukrajinci, Židje so zahtevali en svoj del zemlje in tam Lenin jim je dal tisto Ukrajino, ki je bila nekoč pravzaprav umestno področje med Ruskim imperijem in pa Avstro-Ogrsko. Tako, kot smo imeli mi vojno krajino dol proti Hrvaški, pa kaj dol proti Turkom, je imela Evropa, je bila Ukrajina tako tam vmes, puferska cona in tako naprej. No, skratka, in tam Ukrajine ni bilo, ne. Ja. To je to se je imenovalo tako. No, in seveda so teli Židje so pa začeli tam delati ene take zadruge, kolhoze in tako naprej in se širiti. In je Ameriška židovska zveza je v glavnem pošiljala ogromne količine denarja, da bi
naredili to, ono, tretje. Pa so se pa fantje, kakor pravijo na jugu, osilili, pa so hoteli že kar malo oblasti imeti in tako naprej in tako naprej. In seveda je pa takrat Stalin rekel, fantje, zdaj pa nehajte ga sredi, oblasti vam pa ne damo, pok. Pol je bilo pa leto 30 pa 31, ki je bila grozna lakota. V celi Sovjetski zvezi je bila lakota. Zdaj Ukrajinci pravijo, da je to holodomor, kakor da so Rusi za nalašč niso dali hrane, da so Ukrajinci umirali. Ampak umirali so Ukrajinci, umirali so Kazahstanci, umirali so ogromno tistih držav in Sovjetska zveza v celem je umirala, ker ni bilo hrane, napačna politika kmetijska in tako naprej, pa restrikcije, pa gor dol. In je takrat Sovjetska zveza prosila Zahod, je prosila za žito, ki bi ga plačala z zlatom. Pa je Zahod rekel, nič ne bo, crknite. Ne? Ampak naši debili, ki poslušajo te Ukrajince, pa Zelenskega, ne? To pumpajo, gre kar tako naprej, pa kar tako naprej. Poleg tega je bila v drugi svetovni vojni je Ukrajina stopila na stran Hitlerja. So bili eni od najhujših zveri v nacističnih taboriščih. Recimo v Sobiboru, ne, tam je bil tudi edini uspešen revolt ujetnikov, ki so pobili tam SS-ovskih, oficirjev SS-ovskih, enih 12, pa pobegnili, vse so jih v glavnem dobili, ampak enih 200 jim je pa uspel, da niso nazaj prišli. Tam so bili te glavni Ukrajinci kot stražarji in tako naprej. In seveda... Odkud imaš te podatke? Tako to črpaš od uradnih virov? Knjige. Lej, če pogledam jaz naše parlamentarce, jaz bi rekel za enih 27% bi rekel, da sploh brati ne znajo. Ja. Potem bi rekel za enih 15 dodatnih, da znajo brati, ampak nič ne razumejo. Pa bi naprej bi rekel še, še enih 15 jih je, ki sicer razumejo, ampak vejo, da ne smejo tako govoriti. Ostalo, tam enih 5% bi jih vzel, ki so res pametni, ampak ostalo je pa tako, veš kaj, vse drek, se to je delati stran, se ni važen, se tudi naša zgodovina ni važna, se Slovenija ni važna, mi smo Evropejci, Amerika je über alles in tako naprej. No, ampak, če gremo še naprej, malo na to bližjo zgodovino. Ukrajinskega predsednika, tam so naredili Američani državni udar in so postavili Zelenskega gor. In Zelenski po razpadu Sovjetske zveze se je naredilo veliko število majhnih takih državic, majhnih. Vse so večje od Slovenije. In recimo je bila Donetska ljudska republika, Luganska ljudska republika in tako naprej, tle so v glavnem Rusi. In seveda, to je Zelenski k sebi vzel in je rekel, to bomo spucali. In so v bistvu izvajali genocid v teh dveh državah. Bombardirali, raketirali, pobijali, gnali ven in tako naprej. In je Putin rekel, fantje, ne ga sredi, dajmo se zmeniti, dajte jim eno tako avtonomijo, pa bo v redu stvar. Pa so sklicali sporazum v Belorusiji Minsk 1, kjer so bili Francozi, Nemci, pa Ukrajinci, pa Rusi, pa seveda, vse so obljubili, kakor so šli ven, so jim zapadnjaki rekli, še bolj ne žigajte, mi vam bomo dajali orožje. Je bil drugi sporazum, Minsk 2, lih tako tam. Ista zgodba. In seveda Putin je pa pol rekel, fantje, zdaj pa nehajte ga sredi, ker bom nazaj udaril. So pa Ukrajinci pripravljali udar v Rusijo ob pomoči NATO pakta in zahodnih držav, predvsem pa Amerike, ampak jih je Putin takrat za en teden so jih prehiteli. Pa hočeš reči, da bi Ukrajina Rusijo napadla? Kam? Kjer del Rusije? Amerika je v zadnji. Pa kjer del Rusije bi napadli? Kje so pa zdaj, so pri Kursku so noto dali, ker so jim Američani rekli, da ne tam noto žlijajo. In to se zdaj puca, gre vse ven.
In je rekel, zdaj pa nehite, in je potem to specialno vojaško operacijo. Podpiraš ta napad na Ukrajino? To ni napad, to je obramba. Ja, Lej, recimo, da jaz začnem tebe tepst. A se boš imel ti pravico braniti? Ja, veš, da je. Ja, kaj pol? Okay, mislim, kaj pol? Zakaj pa pol taka dilema to med ljudmi? No? En pravi tako, drug pa to. Dilema je samo, ker naši mediji lažejo in zahtevajo, da se piše samo tisto, kar dovoli Amerika ali Evropska unija. Hočeš reči, da Amerika obvladuje naše medije? Seveda. Kjer je vse? Praktično vse. Ja. Nekateri tisti manjši tako samo sledijo, kar te veliki povejo. Drugače pa tukaj. Das Geld regiert die Welt, je rekla ena gospa v Nemčiji. Ti, kaj pa misliš, da bo epilog te vojne, no, tega spopada, kaj bo Putin šel v Haag, ali kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo, no? Ali ga bo likvidirali? Kaj se bo zgodilo? Haag je sam po sebi privatna institucija, kjer svirajo kurcov. Kaj bo epilog? Veš, kdo jim je pokazal? Šešelj jim je pokazal, kaki debili so. Ker jih je na pravnem področju tako scat pelal, da je enega od unih tožilcev kap zadela. Božja kazen, bi jaz rekel. Jo je dobo. No in nič ne bo s Hagom. Putin bo prišel do meja, kjer je bila nekoč Rusija. Ukrajine ne bo več. Ne bo več. V Odesi bojo spet Rusi, tako kot so bili zmeri Rusi. Kdaj bo to? V kolikem času bo to? Leto pa pol, 2. Jaz imam razglednico doma iz leta 1910, poslano iz Odese. In piše, je natisnjeno gor, koliko je Rusov v Odesi, koliko je Židov, koliko je tega. Nobenega Ukrajinca. Pa ne mi zdaj reči, da so ponaredili za nazaj, 150 let za nazaj, da so razglednico ponaredili. Tam si pa opazil, ne vem, koliko spremljaš pač te filmske zgodbe, medije, recimo prvo leto te vojne na Oskarjih, na Globusih, se je veliko govorilo o Ukrajini, pa je bil Zelenski tam celo gost. Zadnji 2 leti ne govorijo več. Se pravi, da so, nočem zdaj se postaviti na nobeno stran, ker se ne spoznam tako dobro kot ti, ampak hočem reči, da so tudi ti igralci in ti slavni ljudje niso več tako glasni, Zelenski, our friend, gor dol. Zakaj mi že do tega prišlo? Ni več njihov friend, so šli nazaj, nočejo ga več videti. To smo opazili. In podatki na vkljub vsemu hodijo ven. Saj veš, da so tudi ameriški novinarji so šli v Rusijo in so gledali, kaj je, in tudi na fronti. In so celo, jaz sem gledal en posnetek na CNN-u, je bila ena novinarka, njihova bivša. In so jo poklicali, so rekli, no zdaj pa povejte, kako je tam. Babi se je strgali, tako je spluvala zahodne medije, Ameriko, Evropo, kako lažejo, so jo probali 2krat ustaviti, se ni dala. To je približno 15 minut dolg traktat, ki je ona vse to. In zdaj, Zelenski je na kokainu, on je eden od teh hujših uporabnikov kokaina. On je bil filmski igralec nekoč. Ja, on je bil glumač, ni bil filmski igralec. On je tam na odru igral, kakor bom predsednik in tako naprej. Pa na raznih zabavah je plesal razne take pederske plese, Saj posnetkov je kukar češ. Drugač pa, to je to. In spoznavajo, da iz tega ne bo nič, da bo Zelenski izginil, ker kaj je zanimivo? Zanimivo je, kogarkoli so Američani podprli, so ga na koncu sami ubili. Če pogledaš, Saddam Hussein je bil njihov človek, na začetku, je šlo. Milošević, njihov človek. Gaddafi, njihov človek. Osama bin Laden, tudi je bil z familijo Bush, vem, da so bili prijatelji. In kaj je zdaj Zelenski, ki ga ne bojo več rabili, frk.
bo šla glava, ampak padlo je pa ogromno ljudi. Pobegnilo je, kaj zvem, koliko jih je, se jih je 10 milijonov ali še več jih je pobegnilo, ne vem, koliko jih je, bi moral pogledati. Ne? Žrtev samo zdaj v tej kurski epizodi je na ukrajinski strani okrog 22.500 mrtvih. Nedolžni ljudje, veliko nedolžni ljudje, zaradi tega, ker ukrajinska vojska in policija lovi ljudi, pa jih kar iz lokalov ven vlečejo in jih v marico pa odpeljejo na front. No pa če skočimo še na hitro na Bližnji vzhod, no, zakaj pa tam spet delitve, ne? Rečeš, jaz sem za Izrael, te bojo eni pohvalili, eni napadli. Rečeš, Gaza je sama kriva, te bojo eni napadli, eni pohvalili. Zakaj več, tako sem ti prej rekel, ni vojne, kjer je jasno, ta je slab, ta je dober. Zakaj so zdaj vsi dobri, pa vsi slabi? Kje smo na Bližnjem vzhodu, no? Kaj je fora? Ja, sej, to je... Kaj je zgodba? Spet smo tukaj pri neznanju, največje neznanje. Ja. Je pa ena stvar, jaz ne vem, zakaj se mi petlamo tam zraven. Kaj moramo tam zraven hoditi? Zakaj moramo? Slovenija je zdaj tolčejo gor, naši politiki tolčejo v Evropskem parlamentu, devajo izjave. Ne? Tako pederskega nastopa, kot ga imel pa on, pa še nisem videl. Se so vsi smeje. Cel svet se smeje. Cel svet se smeje. Ampak on je to naredil zato, ker je njegova madam sedela v dvorani. Ploskala. Pa ona naša fafajonka je bila vzhičena. Kako je dobro, pa on peder, tisti naš predstavnik. Ja, je, homoseksualci je naš predstavnik gor v Ameriki. Ta, ki je bil tudi minister za zunanje zadeve neki cajt. Ja, in tudi oni so bili vzhičeni, drugi so pa gledali, so rekli, fantja, se mu izmešali, kva mu je. Mi, Slovenija je premehna, da bi se petlala. In tam, ki se dva tolčeta, je trava pohojena in mi bomo pohojeni. In bomo plačali zaradi Ukrajine, ker smo bedaki, namesto da bi rekli, veste kaj, mi smo neutralni, mi pošiljamo zdravila, ne vem, zavoje, vato, ne vem koga vse, orožja pa ne. Mi smo poslali tanke, praktično vse tanke, poslali smo pontonske mostove, zdaj smo imeli poplave, nismo imeli mnogo tankov, da bi pontonski most postavili, ki je šlo v Ukrajino. Poslali smo vse protiletalske topove, te male 20 mm od zastave, in še denar pošiljamo, pa še denarja, pa še denarja, pa še denarja. Naš folk pa crkuje, ampak naši ljudje so to zbrali, kakor vidim. Je pa res, da Janša tlele ni nič boljš kakor Zelenski, ker Janša na isti strani kakor tale Golob. Prav, trenutno nobenega ne podpiraš od politike, če te razumem. Nobenega? Ne podpiram, ampak če se bo zložilo, kakor se bo zložilo, sem pripravljen pomagati Sloveniji in delati za Slovenijo. To sem zmeri počel, ne tako, kot zdaj rasejo spet ene strankice vseh mogočih lulekov, a veš, ker še tvojih bivših članov? Še mojih bivših, ja, seveda. Ki bi radi prišli noter. Zakaj? Samo to. Samo denar. Nič jih drugega ne briga. Lepe besede, ampak kakšnega, ki si omenil moje bivše, ko ga vidiš, ki govori, vidiš, da je to prazno, da to ni domovinska zavest, ampak da mu se v glav vrtijo dolarji, evri. Ker ti dobiš denar, že če 1% dobiš, ne? Že imaš denar. Denar je prejti v parlament, ne? Ali 2%, koliko že ti dobiš denar. No, pa ko smo že pri teh... Ampak dobiš malo, veš. Ja. Ampak ko smo... Približno na mesec okrog 6.000 evrov. Aha, no, sam nekaj je, ne? Je, samo
odbori po Sloveniji, pa tako naprej, pa laufam. No, ko smo že pri teh tvojih bivših članih, ta zelo glasni lepotec Sašo Peče, tega moramo omeniti, ne. Ja, ta je vedno takrat kot meteor zablestel, pa je pa kar zginil, ne. Še imaš kakšne podatke o njemu, je še živ, kaj dela, s čim se ukvarja zdaj? Mislim, da je na Telekomu, nismo. Izdajalec je za mene izdajalec in je najboljš, da se me izogiba. Aha, zaključiš pol. Konec, ne maram izdaje. Jaz ne izdajam, nikoli nisem benga izdal in tudi ker on ne maram dejansko ti je zabil nož v hrbet. Ja, seveda, se ve. Vse so se dobivali tukaj, ker sem jaz, takrat je prišel na njegov štanc, sta prišla Kučan pa Janković, dobil se je tukaj na sestanku pri Šrotu s Kanglerjem in so štrikali, kako prav v Celju se je dogajalo, na občini. Diverzija. Ja. In ta je bil tako nepreviden, da se je z avtomobilom celjske občine celo pred parlament pripeljal, folk ve, odkot je kakšno. Ja. In tako naprej. Skratka, v Srbiji ima Boga. Ne? Ampak glej, bil si v parlamentu, si bil 20 let, ne, v tej prvi rundi, pa si imel eno pauzo, pa si bil spet 4 leta, se pravi skupaj skoraj, 25 let. Ne. Dejansko potem vidiš, da te ljudje so te imeli radi, ne, in tudi ko si bil vedno povabljen v kakšne oddaje, je bilo to vedno odlično za rejtinge, ne. Če si ti hodil rejting, si povabil Jelinčiča, če si hodil gledano oddajo, povabil Jelinčiča, ker bo govoril pizdarije, ker bo koga užalil, ker bo nekaj naredil, razumeš, ampak pol v nekem obdobju se pa to nehalo, ne. Zakaj? Kaj si naredil ti narobe, no? Jaz nič. Komanda je prišla. Čigava komanda? Jaz mislim, da z leve strani. Ja, da ne smeš več imeti medijskega prostora. Ja, ne smem imeti, to je, levi mediji so dobili prepoved, Jelinčiča ne sme biti ne na televiziji, ne v časopisih, nikjer, ne na radiju. Pa zakaj misliš, da je? Ja, zaradi tega, ker sem se že kakšnemu zameril. Prej sem rekel, kako kupčajo eni z drugimi. No? Zanimivo je pa to, da me tudi desni mediji, se mislim, da desni mediji je pa tako samo Nova 24. Tudi ene dvakrat so me povabili, pa konc. V zadnjič... No, ko si bil na zadnje na televiziji, si padel, ne? Ko si bil na zadnje, si padel, ne? No, sej za takrat so čudne zgodbe, ko eni govorijo, da smo imeli mi veliko več, pa da se je pol obrnil čez noč naše število z število levice, da se je to obrnilo. Da ni bilo pošteno prešteto? Ne, sigurno ne. Jaz sem to rekel, Vučko, tu sem rekel, sem mu povedal, ne zmago, ne, ni res, pa šel pa v penzijo. Naloga je narejena. Se pravi, imaš sume, da si po krivici izpadel zdaj? Sem dokazal, pa ne moš tega? Ne, se tudi ne mislim dokazovati. No, pa mi pa to povej, misliš, da te bodo... To ne, da ti povem. Edino vzam sem bil na kaj je tist, tista televizija, Planet TV. No, takrat sem bil 5 minut, in me je bolj naslednji dan klical novinar, rekel, Zmago, imeli smo tako gledanost, kakor vsi ostali skupaj, oziroma še več. Ja, to ti govorim. Ampak glej, kaj pa ljudje zdaj, kak občutek imaš, recimo, ker včasih je kdo tudi zdaj zadnja leta zginil, je rekel, ta Zmago se obrača malo po vetru, pa enkrat reče tako, drugič to, ni več tak zvest sam v sebi. Kaj pa na te očitke praviš? To imajo ljudje prav, ali ni res to, ali so to provokacije? Veš, koga je? To se tudi velike takih plačanih, ki se javljajo na kakšne moje objave in pluvajo. To je klasika, in pluvajo. In tudi to, da se obračam, nisem več ne obračam po vetru. Nikoli se nisem po vetru obračal, zmeri sem imel isto špuro. Recimo, jaz nikoli ne bom izdal partizanskega boja, pa narodno-osvobodilnega boja, nikoli. Ker moja mama je bila v Ravensbrücku, babica je bila v Ravensbrücku, dedek stric je bil v Dachavu in tako naprej, da ne govorim, ne bom izdal. Navkljub temu, da je Janša vleče une belogardiste. Ne, jaz pa Janša to ve. Jaz od tega ne odstopam. Fertik. Zdaj, jasno, kakšni pravijo, je izdal. Kaj sem izdal? Ampak noben od teh ljudi se mi ne upa priti,
Sosedlem rekel, več se ti jaz kavo plačal. Zdaj mi pa povej, kva sem jaz, kjera načela sem znal. Ne, to je tes, pa ponavad kakšen, ki se ga malo napije, to je pa korajžen. Pa pa že v številju, ki mi jaz je Linčiča skurcal. Pa ki se streznici da pa kovter čez glavo, pa čaka, da bo en teden imel. Ker glej, ne, mislim, ti si še vedno znam potem, da tvoje izjave stresejo Slovenijo, recimo ta, da je folk neumen, takrat, ko so vas snemali domnevno, ne pa to cela Slovenija, Linčič je to rekel, ne, pa čez pol leta pa pis, da veš, da je imel prav, pa se folk je pa res neumen, so pa začeli potem govoriti, ne. Ampak to mi povej, no, koliko je pri teh tvojih nastopih bilo, bom rekel, ne blef, ampak te igre, da si vedel, kaj moraš reči, da boš dvignil prah, ali si res taka budala, kot si, po domače povedano. Ali veš, kaj moraš reči, da bo žgalo? Veš, koga je? Jaz mislim, da naše ljudi treba strezniti. Jaz nočem, da bi bili taki, kot je Cankar rekel. Nočem. Ampak, če hočem narediti, da bojo ljudje boljši, mu je treba odpreti oči. Zdaj pa, če ima nekdo zamazane oči, ki se zjutraj ni umil, mu pljusneš vodo v ksiht, olej, zdaj pa vidim. Ne? To je treba narediti. Zdaj, bojim se, da v Sloveniji ljudje po večini niso zreli za lastno državo. Ker mi smo bili Slovenci vedno najboljši. Naše dežele so bile najboljše v času Avstro-Ogrske. Tudi največ davka so odvajali na Dunaj. Kraljevina Jugoslavija, najboljša je bila Slovenija. Titova Jugoslavija, Slovenija je bila v totalni špici. Kje smo pa danes? V pasji riti. Ni to zanimivo? Imeli smo hlap. So že bile debate, da Slovenija rabi diktatorja. Slovenija rabi trdo roko. Ne? Diktatorja, ampak tujca. No, ampak ja, se pravi, isto glede v arabskih deželah, odkar so te diktatorje likvidirali, vlada kaos. Veš, in tudi Slovenija očitno, pa ne se čuje še tako čudno, ne? Očitno rabi nekoga, ki dela red. Veš, čim mi imamo demokracijo, se pol res naše države bolj kot ne zgodijo same slabe stvari. Ne? In ljudje se zadnje čase, jaz vem, dobro, še vedno mnogi živijo dobro, ne moreš reči, da ne, ampak ogromno ljudi živi pa zelo, zelo, zelo slabo. Ne? In glede na to, kaj si ti rekel, ne? Da je imela Slovenija potencial, da postane nova Švica, tako so nam govorili, ne? Zdaj, to so pač bile te politične zgodbe, ne? Ampak mnogi so bili prepričani, da je to res, zgodilo se je pa kontra in so nas prešišale skoraj vse države, razumeš, druge, in jaz se bojim, jaz gledam recimo tudi cene naše, zadnje čase gledam, vse tujini so cene še više, znam so tudi plače više. Ne? Kam bo to šlo in kdo bo to ustavil, ker če bo šlo tako naprej, se nam res ne piše dobro, ampak finančno se nam ne piše dobro. Pusti zdaj to, ampak finančno imamo mi če dali hujše težave. Prvo, ki si rekel, da so cene od zunaj višje. Jaz, ki sem v Kopru, grem v našo trgovino, pa grem v italijansko trgovino. Je ceneje v Italiji, ja, to vem. V Italiji, tam v Trstu je... Kaj sem mislil München, ko sem zdaj bil, ne, je dražji, ker je pač München. Ne? München. Primerjati München, ker je velemesto. Cel München je večji, kot Slovenija. Drži. To pa vem, da imaš prav. Tam je približno 10 do 15 ali celo več odstotkov cenejše. In slovenski proizvodi so tam bistveno cenejši kot v Sloveniji. Viš, to ne štima. Po drugi strani pa, če pogledamo, koliko je pa še slovenskih tovarn, smo imeli Metalno Maribor. Kje je? Smo imeli Smelt. Prva zadeva privatizacije, zginil je Smelt. Neznano kam. To je bilo že leta 92-93. Pa noben se ne vpraša. Litostroj, najboljše turbine na svetu, ga ni. Kolinska je ni. Droga Portorož je ni. Radenska je ni. Vse je v tujih rokah. Kokta nam jo Hrvatje prodajajo, a ne? Pa Kekec pašteto, a ne? Kaj imamo Slovenci? Nič od nič.
In to je ta Sodrga Hudičeva od leta 92 naprej vse pokradla in vse uničila. Sam nisi bil tudi ti v parlamentu takrat. Ja, Ja. sej sem Ja. devskal in spraševal. Pa Jaz ni sem nič. celo Drnovška sem jaz 3-krat ovadil, kazensko sem ga ovadil. Drnovška. Tako, ker je, kaj je bilo, zavrnili so vse skupaj. Zavrnili. In jaz sem tudi enkrat, kaj Drnovšek skupaj s Kopačem sta hotela izvzeti en del na Primorskem ven iz Nature 2000 in hotela graditi vetrnice. Seveda, tiste vetrnice bi nosile denar zagotovo ne Sloveniji, ampak tistim, ki bi ga postavili. Jaz sem jim sesul tisto varianto. Jaz. In jasno, da me ne marajo, ker Jelinčič nam bo zjebil posel. Jelinčič bo poskrbel, da ne bo v žepe kapeljno, ne dajmo ga sfukati. Ne sem to, so probali tudi fizično, da me odstranijo, pa ne enkrat. Ne? Ja. No, ampak zakaj pa Marinje zdaj še pol nazaj? Zakaj na stara leta ne daš miru, da bi užival? Lej, Ja. ne morem, jaz imam 2 hčerki. Ja, pa te skrbi, kaj bo. Ja, tako. In jaz nočem, da bi bili ti moji hčerki služkinji enemu Hrvatu ali pa enemu Italijanu Ni že prepozno. ali pa ne vem, kjer tlele v Sloveniji. Ni že prepozno. Ja, vsaj nekaj lahko rešimo, vsaj nekaj. Ja. Je pa res, po mojem mnenju, 92. leta nismo imeli več gospodarja v Beogradu. Beograd je skrbel, da je bilo v redu. In če je kdo delal pizdarije, jih je fajn po prstih dobil. Ne? Če je delal še prevelike pizdarije, so ga ubili, tako kot so onega direktorja INE v Nemčiji. A ne? Pol pa naenkrat ni bilo več gospodarja. Mi smo bili sami gospodarji, to se pravi, dej, kolikor nagrabi, kolikor lahko nagrabiš. In so vse zjebali. Kredite so dobivali, vsega Boga so rekli. Američani so rekli, da je iz Slovenije šlo 70 milijard evrov, oziroma dolarjev. No, vidiš. To so njihovi podatki, ki so jih enkrat objavili, seveda naši kipo, sej nimamo, kako da ne imamo. Vse smo spukali. Zlato rezervo smo imeli, kar je logično. Zdaj je spet pomembno, da imaš ti zlato. Srbija kupuje zlato na vso silo. Ne? Zlato. Ker vejo, da to je osnova. Mi, kaj kupujejo? Bajuk je prodal vse. Mislim, da je šlo vse kele v Deutsche Bank. In tudi mi imamo devizno rezervo v Nemčiji in to devizno rezervo mi dobivamo tam, kot so mi povedali. Upam, da so mi niso lagali, tam je okrog 3% obrestna mera. Mi smo se že zadolževali pod Bratovškovo za 7,5% obrestno mero. Baje nam zdaj nobena resna banka ne da več posojila, ker smo tako uriti, da s kreditom plačujemo obresti. In baje naj bi se že začeli zadolževati, tako sem na Twitterju prebral, pa moram reči, so dobri podatki tam dostikrat, da se zadolžujemo pri enih takih privatnih fundacijah, kjer je obrestna mera zelo velika. Kar je še slabše kot banka. In kaj se bo zgodilo? Ko bo Golobček odletel se svojo damo, bosta šla, ne vedno živeti na Maldive ali kaj zvem kam, takrat bo prišel račun na mizo. In takrat bojo pa rekli oni fantje, kaj pa zdaj? Tokle ste nam dolžni. Mi bomo odprli usta, ker ne bomo, ja kako? Ja, ta je vzel, pa on je vzel, pa to, pa on, pa tretji, pa četrti. In zdaj pa se vi nič nimate. Bomo mi vzeli ukrajinsko varianto. Veste koga? Pokljuka je naša. Gozdovi na Pokljuki so vsi naši. Ja, pa to je še premalo. Bled z okolico je naš. Ja, kako je lepo Bohinjsko jezero. Bomo kar vzeli. To se bo zgodilo. Zmago, kdaj si nazadnje joko? Joko. Ono, iskreno. Ja. Po pravici povedam, takrat, ko me je Monika nasadila. Takrat si ti si imel njo res rad, ne? Ne zelo, neskončno. Pa si prišel k sebi.
Jo, sem. Koliko časa sparamo? Ja, kar traja nekaj cajta. Ja, ja. Je imel mater. Zmago, zdaj pa če ob koncu obrneva sistem in ti mene lahko vprašaš 3 vprašanja, karkoli ti pade na pamet in karkoli želiš, pa ti bom z veseljem odgovoril. To ti nisem naprej povedal, ker upam, da ne boš nič kaj groznega me vprašal, ampak vse, imaš možnost. Prvo vprašanje. Lega. Okay. A poznaš kakšne lepe punce v Celju? Mislim, poznam jih dosta, pa veš, kaj je zdaj problem? Drage so ratale. Sem govoril prej o Kešpiču. Ja, drage so ratale, zato ti povem, da moraš biti zelo previden. Zelo previden. Če zvera, da imaš denar, moraš biti zelo previden. Jaz ga hvala Bogu nimam, tako da imam mir. Druga stvar je, kako je s spolnimi boleznimi v Celju? Spolnimi boleznimi v Celju? Ja. Zdaj, jaz sem vedno rekel, da vsak pravi moški mora vsaj enkrat dobiti genitalni herpes, ne? Če ne, ni nič naredil. Ne? To se strinjaš. Sam se ne sme ponavljati. Genitalni herpes je zajeban. Ja, ampak ne sme se ponavljati. Ja, Triper je bil med drugo stolo vojno. Ja, dobro, ampak veš, kak je? Ampak tisti s penicilinom, plivacilin je bil... Si ga pozdravil, ja. Lej, spolne bolezni, kje si me to najde zdaj, ne? Veš, da ne vem, pizda, ne? Jaz mislim, da nič drugače kot v drugih državah, ne? Pa v drugih mestih je pa res, da v Celju so zaprli, Celje in okolica so zaprli vse nočne klube, tega ni več, še ta glavni naš v Celju se je zaprl, pa v okolici, v Ljubljani, vem, da jih nekaj imate, tako da upam bi si trditi, da spolne bolezni v Celju zagotovo niso v porastu. Niso v porastu. Če kaj druga veš, mi povej, ne? Ja, ne vem. Zato se te bo vprašal. Zdaj, če si seksal včeraj s Celjanko brez kondoma, mogoče je zato strah, ne? Ja, mogoče je zato strah, ne? Ja. Pa, veš, koga je, a misliš, da bo ta nov župan imel kaj več občutka za kulturno dediščino kot prejšnji? Ja, zdaj si me spet najde, ne? Prej smo ga srečali, ne? Predno smo šli na intervju, smo ga srečali, našega gospoda Kovača, ne? Jaz bi rekel, da je fajn pep. Ja, meni jaz sem imel dober občutek. Ja, je edini, ki je premagal legendarnega Bojana Šrota, ne? Smo se vprašali, kdo mora zdaj priti na sceno in ga je Kovač ga je premagal, ne? In se mi zdi, da če bo pametno delal, ne? Če se ne bo pustil preveč voditi od drugih, ne, če bo delal to, kar si je res on zaželel in zadal, glede na to, da je tudi bil že on prej v teh kulturniških vodah, kakor vem, ne, mislim, da ne bo ignoriral tega. No. Edino, kar mu pa jaz zamerim, to sem že rekel zadnjič, ko sem imel intervju z Janjo Sluga, veš, tako tebi ni simpatična, meni pa mu zamerim, da Celje postaja kolesarsko mesto. Torej, da je vsa parkirišča umaknil in naredil kolesarske steze. Kamorkoli pogledam, so samo še bicikli za avtomobiliste, ne, pa ni več prostora. To mu zamerim. Ne. Edino to mu zamerim. Ne. Verjamem, ker recimo to, če avtomobilov ne pustiš v mesto, umira. Ne vem, kam imajo vsi cenijo več proti. V lokalu moraš parkirati, da greš lahko nekaj spit. Ja, kam imajo s temi bicikli vsi, ampak očitno je to moda, ne, odkar sta Roglič, pa on to drug, tako dobra, ne, ampak drugače pa mislim, da ta župan novi, da zna presenetiti. No, ker če ne bo se potrudil, bo hitro odletel. Jaz mislim, da zna presenetiti. Ker je fajn fant. Ker ravno to me je zanimalo, ker naša kulturna dediščina izginja. Ker Celje ima pa tega ogromno. Ampak to je premalo, da ima. Lej, in če smo že pri tem, no, dobro, da si to omenil, jaz sem malo nazaj, sem naredil en izpit za turističnega vodiča Spodnje Savinjske doline. Pazi, ne? In sem videl, kaj vse tam od te fani, te pesnice, Veronike Reseniške, razumeš, Žovneški gospodi, ni da ni, ne? Kako je to premalo izkoriščeno, ne? Koliko so te zgodbe, pa ta hrib Krvavica, ko je Veroniko naj bi vrgli dol, pa je krvavo, ne? Pa se prikazuje vsaki polni luni. Veš, kakšne zgodbe turistične bi tole z tega lahko naredil? Poslušaj, kdo bo pa to napisal? Naši zgodovinarji ali ne vejo, pa jih ne zanima, se jim jebe. Pa Simon Kukec, prvi pivovarnar, je iz Žalca. Ja, in tako naprej. Ja. Skratka,
knežje mesto. Jaz upam, da bomo prosperirali. Upam, da ga bo porinil naprej. Ja. Ker če ne ga bomo zamenjali. Ne? Če Ne vem, jaz nisem celjak. ne ga bomo zamenjali. Ne? Zmago, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, ampak nekaj takega povej, da se te bojo zapolnili. Ne? Mogoče celo stavek, s katerim lahko volitve dobiš. Ne? Mogoče celo tak stavek. Ne? Kaj pa vem. Imaš kaj takega? Pošljite v 3 pizde materne to bando, ki vas hoče uničiti. Če hočete živeti, razmislite. Misliš, da je to dovolj za volitve, da dobiš? Vse ni važno, resnico sem povedal. Kdaj si na zadnje seksu Zmago? Iskreno, pusti zdaj, ne mi zdaj naklada tu, povej tako je. Ne? Ja. Ja, pa, kaj zvem, kakšen teden. Kakšen teden? Ja. In kak je bilo? Ma sem bil malo razočaran. Nad samim sabo? Ne. Nad njo? Nad možem njenim? Na čim si bil? Ja, na dno malo, Ja. ni bilo, ne, ni bilo. Ni bilo. Kaj hočeš reči, da moderne ženske se ne potrudijo več dovolj? Kaj pa vem. No, vem, ta je bila taka mrtvo. Ja, kako nisi prevedel tega? Ja, če je bilo to prvič. Kako ne bi vedel? Zdaj sem se ji zahvalil za sodelovanje. Kot strokovnjak, za katerega te jaz imam, moraš ti žensko že nadaleč ugotoviti, kje je dobro v posli. Lej, veš, koga je. To me je zaskrbelo zdaj. Ne. Da moraš provat predno več, to me je zaskrbelo. Žensko pogledaš, Ja. najprej pogledaš obraz. Drži. Pa veš, no? Drži. In pa ostalo. In če je lep obraz, Ja, te zavedaš. Probaš. Ja, te lahko pa res. ne, probaš, pa vidiš. Ja. To te pa lahko zavede, ja. Ja. Dame in gospodje, to je bil Zmago Jelinčič, plemeniti človek, ki še vedno nima dlake na jeziku, razen kadar liže kakšne old school ženske. Človek, ki torej leta 2026 napoveduje ponovni politični vzpon in vnovično uvrstitev v parlament. In človek, ki ga poznam tako ali drugače že kar nekaj let, ker smo dala skozi že marsikakšno vdajo in najti pogovori so vedno zanimivi in interesantni, tudi ta je zagotovo bil. Ne? Tako da Zmago, glej, čez 2 leti, ko boš v parlamentu, se ponovno snideva. Ne? Ja, upam, da že prej. Že prej bi ti, Ja, da še doma reklame narediš še Še prej. drago, Ne? ja, se veš, ne treba. Ne? Ja. Jaz sem za. Uživaj. Drži se. Okay. Živjo. Uživajte tudi vi.